Policisti bodo tudi na Celjskem do nedelje merili hitrosti. V Celju bodo še pred koncem poletja odprli tropsko hišo. Tina Blazinšek in Tomaž Marčič sta se predstavila v okviru poletja v Celju v Knežjem mestu. Nogometaši Celja optimistični pred dvobojem z irskim prvakom. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni in vabljeni k spremljanju dogodkov dneva. Do nedelje bodo policisti po vsej državi še izvajali akcijo merjenja hitrosti. V okviru akcije, ki se je začela 10. avgusta, policisti izvajajo merjenja hitrosti na različnih cestah, saj prevelika hitrost še vedno predstavlja najpogostejši vzrok prometnih nesreč z najhujšimi posledicami. Celjski in koroški policisti so v sklopu te akcije v prvih 2 dneh ugotovili 161 kršitev prekoračitev hitrosti. V 110 primerih je šlo za prekoračitve hitrosti v naselju, v 43 primerih izven naselja ter v 3 primerih na avtocesti. Policisti so izdali 137 plačilnih nalogov, izrekli 11 mandatnih kazni ter izrekli 5 opozoril. V Celju bodo še pred koncem počitnic odprli tropsko hišo, v kateri si bomo lahko ogledali zlasti eksotične živali, med njimi tudi krokodila in nosatega medveda. Gre za trajnostni projekt, ki je nastal pod vodstvom biologa in ljubitelja živali Simona Cirkulana. Prostore v teh dneh urejajo v pritličju Celjskega doma. Odločitev o postavitvi projekta Tropska hiša pri Simonu Cirkulanu ni zrasla čez noč. Naravovarstveni projekti mislim, da so v moji glavi že od otroštva in Tropska hiša je pač eden izmed teh. Smo pa potem seveda projekt oblikovali glede na prostor, ki ga je predlagala mestna občina Celje. Tropska hiša ne nastaja par mesecev, to je plod večletnega dela. Zdaj v zadnjem letu smo se res posvečali izdelovanju načrtov, iskanju novih živali in sodelovanju z živalskimi vrtovi in v zadnjih mesecih intenzivno gradimo. Bo pa zasnova, torej gradnja v neki sonaravni obliki, kjer bodo živali prikazane v poustvarjenem naravnem okolju. Prostori v pritličju Celjskega doma zdaj že dobivajo obrise bodoče postavitve. V njih so preselili že prve živali. Tu bomo združevali živalske in rastlinske vrste. Na približno 600 kvadratnih metrih bomo poustvarjali 5 različnih lokacij, med njimi tudi 4 različne ekosisteme sveta, od puščavskega okolja Arizone in sušne Mehike, pa potem savanski del, torej afriške celine, jugovzhodna Azija in tudi nekaj avstralskih vrst, pa potem Srednja in Južna Amerika in tropski gozd. Tropska hiša bo namenjena vsem generacijam, zagotovo pa bo največ zanimanja spodbudila pri najmlajših. Nekatere živali smo že naselili, zato ker so potrebovali nujno nov dom. Drugače pa še v naslednjih tednih pričakujemo siamskega krokodila, potem pritlikave mare, različne vrste žab, med njimi tudi južnoameriške in srednjeameriške podrevnice, to so te pisane strupene v naravi. Potem pričakujemo še te orjaške želve afriške, nekaj ptic in rib. Pri postavitvi življenjskega ekosistema bodo uporabili večinoma naravne materiale, tudi takšne, ki bi sicer končali na odpadu. V trajnostnem razvoju je potrebno, da tudi te površine, ki so zelo urbanizirane, spreminjamo v zelena okolja. No, tega spreminjamo na malo drugačen način, ki bo seveda temeljil na izobraževanju in naravovarstvu, predvsem z nekimi ex situ programi ohranjanja ogroženih vrst. Je pa dobro, ker je prostor ločen od okolice, že zaradi karantene, da se naše živali ne okužijo in recimo ne vplivajo na okolico. V teh dneh teče zadnja faza postavitve ambienta, nato sledi še selitev živali. Želijo si, da bi tropsko hišo odprli še pred koncem poletja.
V okviru poletja v Celju, Knežjem mestu, je Zavod Celeja Celje pripravil koncert celjskih glasbenih interpretov Tine Blazinšek in Tomaža Marčiča. Vrhunska glasbenika sta pod skupnim imenom Duo Eolus se predstavila v Knežjem dvorcu. V letošnjem programu prireditev poletja v Celju je organizator Zavod Celeja Celje pripravil zanimiv, lahkoten, poletno sproščen koncert dveh vrhunskih celjskih glasbenih interpretov, Tine Blazinšek na flavti in Tomaža Marčiča na harmoniki. Oba umetnika nastopata pod skupnim imenom Duo Eolus. V njuni priredbi sta v programu, naslovljenem Poletna suita, izvajala glasbo Igorja Stravinskega, Johna Rutterja in seveda Astorja Piazzole. Več o koncertu pa organizator, umetniški vodja glasbene dejavnosti Zavoda Celeja Celje. Nocojšnji koncert je vsekakor bil programsko lahkoten, izveden izvrstno, seveda, kot smo to navajeni od umetnikov takega formata, kot sta nocojšnja nastopajoča. Veseli smo, da sta Celjana in da ob tej svoji vlogi odličnih pedagogov tudi vse skozi nastopata, torej sta v odlični poustvarjalni kondiciji. Bi rekel, da bolj kot sodoben, seveda v nekem časovnem smislu je program seveda sodoben, vendarle bolj bi rekel, da gre za lahkotno glasbo na meji neke umetniške, torej resne glasbe in neke zabavne glasbe. Vsekakor izjemno prijetno in primerno za čas in okoliščino, v katerem se je dogodek zgodil. Oba izvajalca, tako Tina Blazinšek na flavti kot tudi Tomaž Marčič na harmoniki, sodita med vrhunske glasbenike mlajše generacije v Celju. Tina Blazinšek je po končani gimnaziji v Celju in srednji glasbeni šoli v Ljubljani študij flavte diplomirala na Akademiji za glasbo v Ljubljani leta 2003 ter se izpopolnjevala na različnih mojstrskih tečajih in strokovnih seminarjih, specializacijo in magistrski študij pa končala na Akademiji za glasbo v Zagrebu. Tomaž Marčič pa se je harmoniko na osnovni stopnji učil pri Matjažu Krušiču in na srednji stopnji pri profesorju Andreju Lorberju in je bil v tem času dvakrat prvonagrajenec državnega tekmovanja mladih glasbenikov. Po maturi je kot štipendist Ministrstva za kulturo nadaljeval študij harmonike v Trossingenu v Nemčiji in podiplomski študij v Würzburgu. In kako sta oba izvajalca doživela pričajoči poletni koncert pred Knežjim dvorcem v Celju? Lepo, ampak zelo vroče. Akustično in ambientalno pa odlično. Tako da smo vesela, da lahko igrava, da so odigrala in da bova še igrala. Mislim, da kar uspešno, prijetno. Je pa res, da ko igramo glasbeniki zunaj na prostem, ko ni tiste akustike, ki smo je vajeni, pa še ob tele malce povečani vlagi, je pa malce druge vrste napor. Koncert Poletna suita Dua Eolus, Tine Blazinšek in Tomaža Marčiča je navdušil prisotne, tako da sta oba morala pridjati še dodatek, seveda ponovno glasbo nesmrtnega Astorja Piazzole. Pa bomo v Celju kaj podobnega še doživeli? V tem poletju ne, smo pa seveda na pragu nove sezone, ki jo bomo še seveda dobro predstavili, spet pa obeta, upamo, da tudi gostovanja tujih umetnikov, odvisno koliko bodo možnosti dopuščali, vsekakor pa dobro mero odličnih domačih slovenskih glasbenikov. Več o koncertu pa v naši oddaji Minute za kulturo na televiziji Celje. Nogometaši Celja so zaradi prestavitve začetka novega državnega prvenstva odigrali prijateljsko tekmo proti Kopru in z zadetkom novinca Vrbanca slavili z 1:0. Aktualni državni prvaki se bodo v naslednjih dneh osredotočili predvsem na priprave na sredin obračun prvega kroga kvalifikacij za uvrstitev v Ligo prvakov proti irskemu Dundalku. Celjani so pričakovanja pred tekmo na Madžarskem predstavili na današnji novinarski konferenci. Verjamem v vse nas, da lahko tudi v Evropi pokažemo, iz kakšnega testa smo. Veseli me, da smo ostali v nespremenjeni zasedbi, da se s fanti poznamo. Sam se veselim srede, verjamem, da bo tekma zelo težka. Že pred žrebom sem povedal, da bilo kogar bi dobili
da če hočeš iti v naslednji krog, moraš premagati, tako da ali bi dobili koga drugega ali njih, je bilo popolnoma vseeno. Sam povem, da če bomo mi pravi, da če bomo sfokusirani z glavo res na terenu in delali to, kar smo delali celo sezono, da tudi v sredo rezultat ne bo izostal. Vsi skupaj se zavedamo, da imamo pred seboj izziv in to se s fanti tudi pogovarjamo, da danes oziroma v sredo ne igramo več samo zase in za Celje, ampak da igramo za Slovenijo in fantje so bili tudi do zdaj skoncentrirani, sfokusirani. Zavedamo se, da nimamo nekih izkušenj na tem nivoju tekmovanja, ampak principi, ki jih uporabljamo zadnja 3 leta, so bila usmerjena v to, da smo mednarodno konkurenčni in tako kot je Mitja rekel, se veselimo srede in probali bomo svoj najboljši obraz pokazati. Vse, kar bo manj od tega, da bomo 100% angažirani, je pa lahko v Evropi hitro kaznovano in jaz vem, da to naša ekipa ve in da bomo dostojno zastopali Slovenijo. V celjskem strokovnem štabu bodo v naslednjih dneh nogometaše seznanili z vsemi podrobnosti glede igre irskega prvaka. Rad bi poudaril, da se bolj ukvarjamo s seboj in svojimi principi, ker glede na to, da nimamo izkušenj, moramo na sebe bolj gledati, ne glede na to, kakšen nasprotnik nas čaka. Nasprotnik je sigurno bolj izkušen kot mi, vsako leto je deležen tega tekmovanja, ne izgublja z velikimi rezultati, konstantno je v svoji državi v zadnjih 5 letih, 6 letih, pravzaprav je bil 5-krat državni prvak, torej sigurno pravšnji nasprotnik za nas. Mi smo že v preteklosti se na prijateljskih tekmah izbirali take nasprotnike, tako da ne moramo reči, da ne vemo, kaj nas čaka. Nasprotnik je kompakten, agresiven, enostavno proba igrati, tako da nas čaka trda tekma z motiviranim nasprotnikom. V preteklosti skozi nekako delovali, da gledamo vedno sami na sebe, da nismo dali toliko na nasprotnika, ker vemo, da so naši principi, naša pač neka kompaktnost prinesla rezultat in mislim, da smo te tekme tako lotili, da ne bomo nekaj dosti spremenjali. Je pa res, da še imamo dovolj časa do tekme, pa da še bomo detajle si zagotovo pogledali. Kosič poudarja, da tudi Irce odlikuje dobra telesna pripravljenost in velika količina teka. Ja, mogoče javnost naša ne ve, jaz ne verjamem, da so oni, da težko tečejo. Torej, danes v Evropi se vse ekipe tečejo gor dol. Mi smo pa tudi v Sloveniji zdaj že mislim, da pokazali, da nam je to glavna odlika, da lahko ponavljamo, da sicer napake delamo v igri, ampak da fantje imajo telesa, ki lahko nek tempo v igri dajo. In seveda bomo videli, kako si bojo tekme vrstile, ampak tam na tem nivoju ni več slabih. Ni več, da boš se sprehajal po igrišču in da boš, ne vem, da ti bo nasprotnik sam žogo dal, ne bo. Jo je treba vzeti. Predvidevam, da so večji, močnejši, da imajo tudi tukaj to kvaliteto, ampak tudi v prvenstvu smo imeli mi podobne. Zdaj smo s Koprom igrali, ki ima tudi odlične prekinitve. Oni bojo probali to izpostaviti, mi bomo probali pa tisto, kar nas krasi. Torej, na skok igro ne bomo igrali, ker imamo manjšo ekipo, ampak to ne pomeni, da ne moramo duelov z njimi dobivati, pa da ne moramo svojega načina igre usiliti. Motiv novih slovenskih prvakov bo na tej tekmi zagotovo na najvišji možni ravni. Večjega motiva kot to, da igramo za Ligo prvakov. Vsako napredovanje na tem nivoju je tudi za klub zelo pomembno, za ugled kluba, za ugled slovenskega nogometa in večjega motiva kot to fantje ne rabijo. Tudi v preteklosti pa nismo funkcionirali na ta način, da imamo neka tista kratkoročne motivacije z nekimi šibkostmi nasprotnika oziroma nismo se tega posluževali oziroma nekimi časopisnimi napiski, da bi motivirali ekipo. Ta ekipa se mi zdi, da se je umirila in da vejo, kaj mi zadelati in da niti v preteklosti nismo funkcionirali na neke te kratkoročne motivacijske prijeme. Torej, želimo biti odločni, želimo biti samozavestni, pa želimo biti vztrajni, ker vidite danes vsako tekmo, ki jo gledamo na tem nivoju, se odločajo v 90 minuti in fantje morajo že danes vedeti, da je 90 minut garanja pred nami in dvomim, da bomo tekmo pred koncem rešili z lahkoto. No, ampak imamo mi svoje kvalitete in te kvalitete bi radi na tej tekmi poudarili.
Kosic se je dotaknil tudi vseh treh novincev, ki so v klub prišli v tem prestopnem roku. Dogaja se tisto, kar sem jaz že v preteklosti govoril, da te naši fantje so dobro natrenirani in vsi, ki pridejo v klub, bojo težko kar dodali vrednost, pa Matico je to uspel zdaj na zadnji tekmi, ki je dal res Eurogol, ampak sama kvaliteta, da bo kar nekdo prišel v nogometni klub Celje, pa bomo mi zdaj veliko boljši igrali zaradi tega, ne, zato ker so te naši fantje že toliko dobri. Tako da tisti, ki pride tukaj za te finančne pogoje, katere smo mi zmožni, so te naši fantje odlični in mogoče so celo velika večina njih prerasli te okvirje. Želim samo, da ostanejo normalni, pa da naprej delajo tako, ker so dobri. Celjani bodo pred potjo na Madžarsko v ponedeljek opravili testiranje na virus COVID-19. Jutri dopoldne bo zmerno do pretežno oblačno, na vzhodu bodo zjutraj še možne manjše krajevne padavine. Popoldne se bo delno zjasnilo. V notranjosti Slovenije bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem do 20, najvišje dnevne pa od 25 do 28, na Primorskem celo do 31 stopinj Celzija. Popoldne in zvečer bodo v notranjosti možna krajevna neurja, predvsem z nalivi in močnim vetrom, zvečer pa tudi ob morju. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno s kakšno popoldansko ploho ali nevihtom. Zaključujemo dogodke dneva na televiziji Celje. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Prijeten preostanek večera, lep vikend in nasvidenje znova v ponedeljek.